Gondola na Pohorje je od danes končno ponovno v pogonu. Marpromu je namreč po 2 mesecih končanja del uspelo pridobiti tudi vsa ustrezna soglasja. V mesecu novembra še ima standardni vozni red, takšen kot je tudi bil pred zaustavitvijo, potem ko v decembru bo pa kmalu objavljen novi vozni red, ki je povezan seveda z smučarsko sezono, z tistim, kar je pravzaprav osnova za zimsko sezono, tako da to pa še bo objavljeno v naslednjem tednu. Ko govorimo v bistvu o samih novostih iz vidika samega Pohorja, leto 2024 izjemno pomembno zato, ker imamo veliko novosti, veliko outdoor dejavnosti se pojavlja, delno iz tega projekta, delno pa tudi na račun razvoja, ki smo ga letošnje leto peljali. Silno imamo namen popestriti predvsem kolesarsko ponudbo v okviru že obstoječe bike porok, pa teh dodatnih porok, ki smo jih dobili z projektom. Zraven snujemo še 2 parka, ki bodo zraven na nek način povezovala tako srednjo postajo z spodnjim delom, spodnja postaja spenjače. Tukaj so seveda go-kardi na Arehu, tukaj so gibalni parki, skratka vsega nekaj, tako da jaz verjamem, da bo popestritev pa sploh pa na zgornjem delu na Belviju še dodatno zanimiva, ker prihaja tam neka atrakcija, ki do zdaj ni bilo in bodo popestrile dogajanje na Pohorju. Poglejte, zadeva je iz vidika cen kot taka bila že večkrat pojasnjena. Razmerja, ki so v slovenskem tržnem prostoru in pa tudi v soseščini v tujih državah v bistvu kaže na to, da je naša cena še vedno med najnižjimi cenami v okolici. Ne glede na to seveda se zavedamo, da je cena pač tista, ki odmerja tudi povpraševanje in ponudba, ki je bila dana strani mestne občine Maribor za občane mesta Maribor in pa tudi ponudba, ki je župan mesta Maribor ponudil vsem sosednjim občinam, ki so zainteresirane za subvencionirane vozovnice, takšna, da pač imamo 2 možnosti, ali plačujemo polno ceno ali plačujemo subvencionirano ceno. Verjamem pa, da je namen dober in verjamem, da glede na to, ko imamo za ponuditi na Pohorju in koliko je ta hrib lep, da nam to ne bo v bistvu poslabšalo dosedanjih rezultatov poslovanja. Je pa zagotovo neka sprememba. Celoten projekt je bil vreden 7,5 milijona, od tega 5,967 je bilo sredstev subvencije, razliko 1,5 milijonov, dobre 1,5 milijonov pa pokrije Marporom z lastnimi sredstvi in pa deloma tudi z sredstvi mestne občine Maribor. Tako da finančna konstrukcija je praktično zaključena, projekt je praktično zaključen in načeloma je ta zadeva zdaj prepuščena predvsem delovanju. Kaj pa si obetate zdaj bike park, bo imel največje pridobitve seveda od teh mestnih postaj, kaj si tukaj obetate? Kolesarski turizem je v zadnjem času, v zadnjih letih pokazal trend na črto izjemno visoko in temu primerno seveda tudi razumemo, da je to potencial, ki ga Pohorje lahko dodatno ponudi v okviru povpraševanja, ki ga imamo je tako doma in tujine, zato smo se odločili, da bomo ob samih progah, ki smo jo že zgradili, dodatno še legalizirali nekaj trailov in dodatno tudi popestrili te dodatne parke, ki jih imamo namen narediti v spodnjem delu. To so predvsem Skills park in pa Dirt park, to sta 2 za bajkerje, po domače rečeno, zelo znana parka, ki bo to omogočala začetniške priprave in pa seveda razne preizkuse sposobnosti.